V 15. stoletju so evropski pomorščaki začeli silo zavzemati in skoriščati ozemlje v tujih deželah, predvsem na drugih celinah. Tako ravnanje imenujemo kolonializem. Osvajalcem ni bilo mar, da na območjih, ki so jih zavzeli, že živijo ljudje. Prvotne prebivalce so zatirali, veliko so jih zasužnjili. Dolgo so Evropejci tako vladali obsežnim območjem v Ameriki, Aziji, Oceaniji in Afriki. Od tam so na velikih ladjah vozili surovine, ki so jih lahko drago prodali, na primer zlato, začimbe, bombaž, tobak. Velika Britanija je bila ena največjih kolonialnih sil in je vladala številnim oddaljenim deželam, na primer današnji Kanadi, Avstraliji, Novi Zelandiji, Indiji, Gvajani. Do začetka 20. stoletja se je postopoma vedno več držav želelo otresti britanske nadoblasti. Prva je neodvisnost dobila Kanada. Številne druge države, zlasti v Afriki in Aziji, so se lahko osamosvojile šele po drugi svetovni vojni. Rodile so se nove samostojne države. A da bi Velika Britanija ohranila svoj vpliv, so vse te države povezali v zvezo imenovano Skupnost narodov ali po angleško The Commonwealth. Danes je to skupina 56 držav, ki so v skupnosti prostovoljno. Vse, razen Ruande in Mozambika, so nekdanje kolonije britanskega imperija. Države članice želijo gospodarsko sodelovati in si pomagati, na primer s trgovinskimi sporazumi. Skupnost si prizadeva za mir, razvoj, demokracijo in napredek in nima formalno določenih pravil. Vse odločitve skupaj sprejemajo voditelji vlad članic, britanski monarh pa ima predvsem ceremonialno vlogo. V 14 državah pa je britanski monarh še vedno tudi njihov voditelj. Predvsem v nekaterih karibskih državah že napovedujejo referendum, se pravi glasovanje ljudi o odcepitvi od britanske monarhije. Nekdanje kolonije zahtevajo tudi opravičilo in finančno nadomestilo za obdobje suženjstva.